Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. V odsotnosti Maje Bratuša bom v tem tednu prevzel njeno vlogo. Danes sta z nami docentka dr. Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, ter specialist infektologije in intenzivne medicine dr. Tomaž Vovko. Oba gosta lepo pozdravljam. Tudi danes začenjamo novinarsko konferenco s včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo opravljenih 1484 PCR testiranj in 5850 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 287 novih okužb. 14- in 7-dnevna incidenca ostajata visoki. Tako je 14-dnevna incidenca na nivoju države 654, najvišje incidence so v Savinjski, Primorsko-notranjski in Goriški regiji, najnižji incidenci pa sta še naprej v Pomurski in Posavski regiji. Na naslednjem grafu vidite podatke o 7-dnevni incidenci po regijah. Na nivoju države ta znaša 301. V bolnišnicah se danes zdravi 636 pacientov. Na intenzivni terapiji pa se danes zdravi kar 142 pacientov. Tudi včeraj smo žal zabeležili smrti. Umrlo je 7 oseb. Prehajamo k prvi današnji predstavitvi. Z nami je docentka dr. Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, ki predajam besedo. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Situacija je bila predstavljena glede na številke, ki so trenutno v Sloveniji. Lahko z zmernim optimizmom ugotavljamo, da se je, vsaj upamo, tako eksponentna rast novo okuženih ustavila, kar pa še ne pomeni, da je to čas, ko lahko rečemo, da nobeni ukrepi niso več potrebni. Število bolnikov v bolnišnicah, predvsem pa bolnikov v intenzivnih enotah, se še vedno povečuje, kar pomeni, da tukaj moramo še vedno skrbeti za to, da ostane tako, kar smo že velikokrat povedali, naš zdravstveni sistem vzdržen. Verjetno ste od petka, ko so bili objavljeni ukrepi oziroma spremembe na semaforju, opazili, da se je veliko število ukrepov, ki so bili prej v oranžni fazi, sedaj premaknilo v rdečo fazo, kar pomeni, da lahko izvajamo bistveno večje število različnih športnih aktivnosti, storitvenih dejavnosti. Strokovna skupina je že prejšnji ponedeljek sklenila, da se odpiranje gostinskih lokalov na odprtih terasah in zunanjih prostorih premakne iz rumenega v oranžno fazo. Tako da to so spremembe, ki so možno, da ostanejo v takšni obliki, če bomo seveda ob tem upoštevali ostale ukrepe. Vemo namreč, da največji dejavnik tveganja za prenos okužbe seveda ostajajo neposredni stiki med ljudmi, če ti niso zaščiteni, se pravi, če ni med nami razdalja 1,5 metra oziroma 2 metrov, če ne uporabljamo mask in pa seveda, če smo dalj časa v zaprtem prostoru, ki ni bil prezračen. Tako da resno priporočamo vsi, ki smo kakorkoli povezani zdravljenjem bolnikov s COVID, ki videvamo te bolnike, da vsak izmed nas v svojem okolju res naredi tisto, kar lahko maksimalno naredi, da zaustavimo širjenje in kroženje virusa. Prav tako želim še enkrat spomniti na to, da je cepljenje tisto, ki nam bo omogočilo čimprejšnje umirjanje epidemije in čimprejšnji prehod na tem bolj normalen način življenja. Tako da vse, ki ste v teh dneh pozvani, da pridete na cepljenje, res pozivam, da se temu pozivu odzovete. Če imate kakršnakoli vprašanja glede tega, so vam vsekakor na voljo najprej vaši izbrani zdravniki, potem pa izvajalci cepljenja na cepilnih mestih, da jih povprašate in se pozanimate o kakršnihkoli dvomih, ki so morda prisotni.
res skupnimi močmi, kot sami vidite, lahko vplivamo na to, kako bo epidemija potekala. Upamo, da ste vsi enakega mnenja, kot smo v svetovalni skupini in pa kot smo zdravstveni delavci, da je pomembno, da zagotovimo zadostne kapacitete za vse, ki bolnišnično zdravljenje potrebujejo, hkrati pa, da čim prej umilimo epidemijo, da omogočimo normalen način življenja in da v čim večjem številu vsi ostanete zdravi. Hvala lepa. Pozdravljeni, dr. Logarjeva, Domen Andale tukaj iz Planet TV. Mene zanima, v tem trenutku mi sicer izpolnjujemo pogoje, kar se tiče številk okuženih za oranžno fazo. Če bodo te številke ostale tudi v sredo, ker pač smo pa v tem trenutku v rdeči fazi, boste predlagali, da se vseeno premaknemo iz rdeče nazaj v oranžno fazo, če bodo pač tudi ta teden, ko bo vlada sestajala, stanje ostalo enako. Potem me zanima, zdaj semafor ukrepov ste že spremenili, boste morda še kaj drugega izven tega predlagali ta teden vladi, da spremeni, da sprejme? In pa še zanima me, kinematografi in pa recimo neki koncerti, dogodki pač niso navedeni na tem semaforju ukrepov. Je še prezgodaj, da sploh govorimo o tem, kdaj bi morda vseeno lahko sproščali tudi te dejavnosti. Hvala. Ja, z tem tednom smo se odločili, da je pač kompletna Slovenija kot enota, ne po regijah, in glede na to, da smo imeli prejšnji teden 3 dni, ko je bilo opravljeno sorazmerno majhno število testov in zato seveda tudi manjše število pozitivnih, da se odločimo za to, da je pač ta teden Slovenija še v rdeči fazi. Z naslednjim tednom prehajamo spet nazaj na regijski princip, se pravi tiste regije, ki bodo imeli boljše rezultate oziroma rezultate, ki bodo govorile za to, da so v oranžni fazi, bodo seveda prešle potem v oranžno fazo, tiste, ki bodo v rdeči, pri njih bodo veljali ukrepi za rdečo fazo. Kar se tiče kulture, se pravi gledališča, koncerti, kinematografi, o tem bo vsekakor potrebno razpravljati. Trenutno gre tukaj predvsem za to, da gre za zaprte prostore, zato smo še malce zadržani, ampak vsekakor pa bo to tema tudi naslednjih odločanj in spreminjanj. Naslednje vprašanje TV Slovenija. Pozdravljeni, dr. Logarjeva. Moje vprašanje se nanaša na nek način na Tjašino vprašanje v zvezi s cepljenjem. Nekatere države so v bistvu že napovedale, med njimi mislim, da Francija, da bojo ob drugem odmerku ljudi, ki so mlajši od 55 let in so bili v prvi rundi cepljeni z AstraZeneco, cepili z drugimi cepivi oziroma s cepivi drugih proizvajalcev. Kakšno je naše oziroma slovensko mnenje, mnenje slovenskih strokovnjakov o tem? To je bolj vprašanje za posvetovalno skupino za cepljenje, ki odloča o tem, katera cepiva se bodo pri katerih starostnih skupinah uporabljale in na kakšen način. Tako da o tem v Sloveniji trenutno še ni sprejetega stališča. Smo pa že pred časom sprejeli stališče, da tisti, ki so cepljeni s cepivom AstraZeneca, ne bodo cepljeni prej kot 12 tednov po prvem odmerku, tako da tukaj imamo še nekaj časa, da sprejmemo ali obdržimo to strategijo.